Mustafa Ahmed Majid Radwan, 3 leta. Kenan Mohamed Rabie Al-Masri, 3 leta. Sham Mohamed Taisir Zamlat, 3 leta. Mariam Wael Abdel Rahman Al-Kudari, 3 leta. Aisha Omar Mustafa Shehab, 3 leta. Ahmed Hatem Ibrahim Abu Ayan, 3 leta. Lama Yasser Elaine Hassan, Ayman Mahmoud Ayman Al-Shahid, Naila Rami Hanan Mohammed Muawiyah Ahmed Helal, Masa Mohamed Majid Ahmed, Isa Ahmad Sita Abu Halima, 3 leta. Lia Abdel Rahman Adnan Rabi, 3 leta. Gauri Jawda Ahmad Al-Mahribi, 3 leta. Fatima Ismail Rabi Beg, 3 leta. Yusuf Alam Ahmed Al-Hamad, 3 leta. Zato dobra muska je. Ja, taka udarna. This one's called Good God on Your Side. Kako ti je ime, pa odkje si? Meni je ime Iba, pišem se Al-Burai, sem iz Palestine, iz Gaze. Ja. Pa imam kar veliko sorodnikov tam. Dedi mi je všel tam tudi in zdaj imajo pač tak slab počut, ker nimajo doma, nimajo dovolj hrane, vode, ampak so vsi na varnem.
kaj pa tvoji sošolci, koliko časa si bil v Sloveniji? V Sloveniji sem že okoli 4 leta. Sošolce pa sošolke, ene so v redu, ene so že ušli, drugače pa so v redu, ja. Imaš pa kaj prijateljev v Sloveniji? Prijatelje imam tudi v Sloveniji, sem jih že spoznala od 2. razreda, ko sem prišla tukaj. In se še vedno poznamo v teh 4 letih. Kje si? Zdaj sem v 6. razredu. Pa bi se rada vrnila? Če se bi lahko, se bi. A že kaj veš, kaj boš naprej se učila? Ja. Boš kaj študirala? Ja, razmišljam, da bi bila okoli zdravnice. Tako. Zdravnica? Ja. Taki najbolj rabijo zdaj, ne? A ti veš, koliko otrok je že tlele na spiskih? Ne točno, ampak jih je ful veliko. Veliko, ne? Kako si pa ti? Prebegala sem, kako ti je uspelo? Moj oči, moja babi in moja mami so se zmenili, da se bomo preselili in je moj oči šel za 3 leta tukaj v Sloveniji. Jaz, moja mami, moj bratec pa moja babi smo ostali v Palestini. In je moj oči vsega pripravil, je imel že avto, je imel že stanovanje. In smo poleteli s 3 letali do tukaj in smo prespeli. In takrat sem še dobila mlajšo sestrico, ki je ime še Sara. Kako ti je všeč v Sloveniji? Ja, všeč mi je. In vojaška industrija. Evropa vse bolj drsi v nevarno spiralo militarizacije. Prevladalo je prepričanje, da se mir zagotavlja izključno z orožjem in da je vojna neizbežna. Zato je danes ključno vprašanje, v kakšnem svetu želimo živeti. V svetu, kjer je vse podrejeno vojaški logiki in bomo v nenehni bojni pripravljenosti, ali v svetu, kjer bomo varnost gradili na dialogu in sodelovanju. Na Mirovnem inštitutu smo prepričani, da si večina ljudi želi to drugo. Zato pravimo ne vojnam, ne nasilju, ne oboroževanju. Zahtevamo politiko, ki daje prednost diplomaciji, sodelovanju in globalnemu razoroževanju. Zahtevamo, da pričneta Slovenija in Evropska unija aktivno graditi mir. Hvala. K mikrofonu bi povabil Katrino Rotar iz Slovenske filantropije, da nam pove, ali je slovenska filantropija za vojno ali za mir. 3-krat lahko gledate. Na slovenski filantropiji se vsak dan srečujemo s posledicami vojn, čeprav te divjajo vsaj za zdaj daleč stran od nas. Te posledice vidimo v ljudeh, ki so v vojni uspeli ubežati, v njihovi bolečini, v njihovem strahu za vse, ki so jih pustili za seboj in v vsakodnevni skrbi, ali so njihovi najdražji uspeli preživeti še en dan. Vidne so pa tudi v neizbrisljivih spominih in travmah, ki jih prinašajo s seboj vsi, od najmlajših do najstarejših. Mogoče se zaradi tega našega dela še bolj živo zavedamo, kaj vojna pomeni za ljudi in kam lahko privede tako nespametno ražljanje z orožjem, ki smo mu priča danes. Znova in znova poudarjamo, da se moramo pogovarjati o možnostih za ohranjanje in širjenje miru, ne pa nenehno samo o novih in novih orožarskih poslih. Da vojna kratkoročno in dolgoročno ne pomeni nič dobrega in da je zato treba iskati in najti prav vse možnosti, da se izognemo. Namesto, da se ukvarjamo s tem, kdo bo kje proizvajal kakšno orožje, komu vsega bo lahko prodajal in koliko bo pri tem zaslužil, energijo raje usmerimo v to, da pomagamo preživeti tistim, ki jih je vojna vihra že zajela in jim omogočimo, da se umaknejo na varno.
Poleg tega nočemo in ne moremo pristati na to, da je pospešeno izobraževanje edina pot, saj to lahko vodi k večjemu vse več konfliktov in v vse več trpljenja. Cilj Slovenije in cilj Evrope mora biti trajen mir, ne pa kratkoročni orožarski dobički in razkazovanje mišic. Predvsem pa ne pristajamo na to, da se o tako pomembnih vprašanjih razpravlja v krogih politične elite za zaprtimi in celo zastraženimi vrati, recimo prav zdaj za Bežigradom. Gre namreč za usodo vseh nas in pri tem moramo imeti besedo. Tudi mi ne dvomimo, da bi ljudje izbrali mir, ne pa oboroževanje. Hvala. Še dva govorca imamo. Najprej bi bil tukaj Zlatko Bojanović iz Amnesty International Slovenija, ki je pripravil en dolg govor, ampak je obljubil, da ga bo mogoče sežel ali pa zelo intenzivno povedal, potem pa še ena govorka. Hvala za besedo. Glede dolgega govora bi rekel, vse vreme je lepo, pa lahko malo čakamo. Tako da v imenu predsedujočega izvršnega odbora Amnesty International bom v imenu borda prebral tole izjavo, ki v bistvu gre v tej smeri. Pri Amnesty International v Sloveniji se pridružujemo festivalu miru in branju imena ubitih otrok v Gazi. Zdaj, če ni kdo opazil, tole, ker je vse sprintano in visi na tej vrvici, so imena ubitih otrok in je samo že pogled na to žalostno. Ne verjamemo v svet vojn in uničenja, verjamemo in vsak trenutek si prizadevamo za svet spoštovanja človekovih pravic vseh in grajenje skupne boljše prihodnosti za vse. Ustanovitelj Amnestyja Peter Benenson je dejal, da svečka, ki je simbol naše največje svetovne organizacije za človekove pravice, ne gori za nas. Gori za vse, ki nam jih je še ni uspelo rešiti iz zaporov, ki so bili usmrčeni, mučeni in ugrabljeni ali so izginuli. Naše delo je za njih in za nas. In z njimi osvetljujemo vojna uničenja, koncentracijska taborišča in zaporniške celice, zato da nihče ne more reči, da ni vedel. In tudi zato, da te krivice in kršitve končamo. Svetovno javno mnenje, ki se je krepilo tokom desetletij, je na koncu sesulo sistem apartheida v Južni Afriki. Kako se je to zgodilo? Tako, da se je v bistvu svet združil v ekonomskem bojkotu, da se ta sistem v Južni Afriki implodiral, sesul se je znotraj. Ampak enotnost je bila prisotna v tistem času. Zato ne čudi, da Južna Afrika je danes pobudnik in nosilec tožbe pred mednarodnim sodiščem za človekove pravice. Iz lastne izkušnje. Torej se nekaj naučila. Danes niso naše naloge nič manjše. Vlade ponovno večajo vojaške proračune in vojaška industrija še bolj določa sliko sveta, ki jo gledamo. Ustvarja se tuje sovražnike in domače heroje. A vojne in nasilje, množične in sistemske kršitve človekovih pravic ustvarjajo zgolj žrtve. Ko mi pogledamo na bojišča in vidimo ljudi, ki iščejo zavetje in zatočišče, vidimo so ljudi. To niso borci, to so ljudje, ki iščejo zatočišče. Zato smo pri Amnesty International Slovenije smo se pridružili 34 organizacijam, da skupaj z vsemi vami s peticijo za varne in zakonite poti pozovemo vlado Roberta Goloba, naj postavi človeško življenje pred birokracijo. Naj svoje vrednote ne opisuje z besedami, ampak naj jih izkaže z dejanji. Še vedno zbiramo podpise, da skupaj vlado pozovemo naj vzpostavi protokol, da lahko osebe, ki so Slovenijo povezane prek družinskih članov, ki so sprejete na univerze v Sloveniji in tu naše zaposlitve, oziroma možnost zdravljena, pa so v domovini preganjene in njihovo življenje ogroženo zaradi genocidov in vojn, da lahko te osebe brez finančne diskriminacije in brez nepotrebnih birokratskih ovir pridejo v Slovenijo in tu uresničijo svojo pravico, da zaprosijo za mednarodno zaščito. Samo še dva stavka, kot je dejala Palestinka iz Gaze, Vafa Kanan. Tu v bistvu ne gre za politiko, gre za temeljno človečnost. Samo, ko enkrat pridemo do te točke, tukaj se tudi politika konča. Ne bomo dopustili, da bi politika postala zgolj vojna, pobijanje in uničevanje ter nečlovečnost. Politika ni
netenje vojn za lastno bogatenje. Politika bi mogla biti delo za skupno dobro vseh nas. In če smo vsi enaki v smrti, zahtevamo, da smo tudi enaki v življenju. Ne bi več dodal. Hvala. Hvala lepa. Kot zadnjo izjavo pa bi prosil eno izmed iniciatork tega projekta branja vseh ubitih palestinskih otrok, da spregovori par besed. Hvala, moje ime je Alja in skupaj z nekaterimi drugimi državljankami in državljani smo se odločili, da organiziramo javno branje imen vseh ubitih otrok iz Gaze. V bistvu se sploh ne ve, koliko je teh otrok, ker je ogromno pokopanih pod ruševinami z vsemi svojimi družinami in jih nihče ni zapisal, ampak na uradno dostopnih seznamih je zdaj 18.500 otrok in tukaj v Ljubljani že od jutra beremo njihova imena. Naj sam povem, da na seznamu je 9 otrok, ki niso bili stari niti en dan, preden so bili ubiti. Predvidoma bomo brali do 3 popoldne, jutri, tudi čez noč, torej 30 ur. S tem želimo res poudariti, kako ogromna je ta tragedija v Gazi. In tudi hkrati s tem, ko izgovarjamo njihova imena, ne pustimo, da bi jih Izrael zares izbrisal, ne? Jih ohranjamo pri življenju. Slučajno se je v bistvu datumsko poklopilo, da imamo dogodek istočasno s festivalom miru, ampak se mi zdi to res pomensko in simbolno, ker pač kaj se zgodi, ne, ko se ne upošteva teh opozoril, da je pač oboroževanje pač velik problem, kajti posledica tega je potem to, kar imamo tam seznami ubitih otrok. In če bi kdo se še rad morda pridružil branju, načeloma je bil res velik odziv skupnosti, tako da smo dokaj polni, ampak še vedno se lahko pridružite po noč ali pa jutri do 3. Skupaj je prijavljenih čez 200 ljudi, res se je podporno odzvala tudi gravska skupnost, tako da hvala lepa vsem. Dogodek pa poteka skupno v 8 slovenskih mestih, torej poleg Ljubljane še v Mariboru, Celju, Kopru, Bledu, Kranju, Velenju, Novemu mestu, tako da s tem res dajemo sporočilo, se mi da kot družba slovenska res se zavzemamo, mislim, da smo proti genocidu in da zahtevamo od naše države, da izpolni svoje zaveze kot podpisnica konvencije o preprečevanju genocida in kaznovanju zločina genocida. In da naj pač sprejme več kot samo neke simbolne ukrepe za zadovoljevanje javnosti domače. Tako da, hvala lepa. Hvala, Alja. To so bili zdaj te uvodne izjave, zdaj pa, kot ste mogoče slišali, ena izmed ključnih stvari, ki bi probali na današnjem mirovnem festivalu narediti, je to, da izpeljemo ljudsko skupščino, na kateri bi postavili neke osnovne izhodišča, na podlagi katerih lahko potem oblikujemo zahteve do vseh političnih strank, da bodo v teh mesecih pred volitvami, ki se bližajo, da ne bo to glavna tema korigador, pa ne vem, bombončki takšni ali pa drugačni, ampak da bo mir, mirovna politika, ukrepanje v primeru genocida, pozicija Slovenije v tem globalnem svetu, ki v veliki meri pobezlano drvi proti vojni in ki hkrati pa z oboroževanjem ogroža lastne državljane, da se to preizpraša in da se bodo morale vse stranke zelo jasno opredeliti do tega pred volitvami, da bomo vedeli, koga volimo in kakšni so njihova stališča in njihove zaveze na tem področju. Tako da zato vas rabimo, preden izvedemo tole skupščino, ki bo načeloma se začela okrog 4. Pa smo za nekak uvod si zamislili, da bi imeli pa eno okroglo mizo, da se majčkeno pogovorimo skupaj. Povabili smo par zelo zanimivih govorcev. In prvi del bi bil mogoče tako, da bodo oni malo več povedali, drugi del se nam zdi pa ključen, da vi tudi sprašujete stvari oziroma da poveste, kar imate za povedati, da nekako zaštartamo to debato, potem se bo pa to preveslo v to ljudsko skupščino. Za začetek pa še rabimo tega solidarnostnega povezovalnega momenta, pa bi vas prosil, če lahko, mogoče tisti, ki ste odzadaj, tam je še ene par stolov, pa mogoče kakšna klop,
pa da jih prinesete še nekdo skoč, pa prinesete kakšne stole tukaj sem naprej, da se bodo ljudje imeli kaj za usesti. Istočasno bi vas prosil, če ste kakšni mlajši ali pa ki se ne bojite višine, se lahko usedete tukaj na zgoren nivo, evo, tako kot se demonstrira. Je popolnoma varno, večkrat je bilo že uporabljeno to v ta namene direktne demokracije, tako da dajte zasesti še te prostore, pejte gor, please. Še kdo gre lahko tudi gor, resno vabljeni, ni tukaj neke hierarhije, kdo je na kakšni strani, ampak se pogovarjamo, okrogle mize ni, je pa krog kot tak, kot simbol skupnosti, komunikacije, demokracije in dialoga. Tako, upam pa, da se bo slišali tudi zdaj. Tako da, evo, zdaj, kje so, dajmo poiskati naše današnje sodelujoče na okrogli mizi. Lipuščak, izvolite, evo, tako, da ne bom koga pokazal, tukaj je Rok. Okay. Nisem gospod. Doktor ali tovariš? Tovariš, ja. Tovariš Lipuščak. In to sem, evo, jaz sem Janša Jenull. Probal bom nekako malo za začetek, kakšna vprašanja zastaviti, malo zmoderirati ta pogovor, potem pa, kot rečeno, je na vas, da vi preizprašate naše sogovornike danes. Skratka, tukaj je tovariš Lipuščak, tovariš Kogej, najbrž gor nad njim, mlada generacija, evo, imamo tovariša Šorlija in pa tovariša Vaseva tukaj z nami. In jaz pa imam nekje zapiske, nekje tukaj so bili moji zapiski, ki so ena taka modra mapa. Tle je nekaj. Evo jih, našli smo jih. In bomo to s skupnimi močmi, evo zdaj izvedli, imamo ne samo en, ampak dva mikrofona. In ja, ta ima krajši, ampak priložen. Se drži za las. Torej, štirje sogovorniki, vsak od njih je mogoče malo bolj se ukvarja z mirom iz svoje perspektive. Mogoče bi za začetek se lahko šli eno rundo, da vsak dobi recimo eno vprašanje, pa da nam pove, kaj si misli o tem vprašanju, če se strinjate, se strinjamo s tem nekim načrtom, to je skupnostno odločanje, vse v redu. Pa bi mogoče za začetek vprašal, aha, dobre, v redu, nič hudega. Ta stol je prva žrtev današnjega srečanja. Torej, tovariš Vasev oziroma kolega Vasev, ki je sicer tudi novinar na RTV Slovenija, bi mu ponudil mikrofon, če ga bo lahko dosegel, bo šlo? Lahko se tudi presedeš bliže, če ti to bo še boljš, pa lahko tam kdo nastopi. Skratka, Boris, vprašal bi te, kako ti vidiš to medijsko klimo kot novinar, kako se poroča o aktualnih konfliktih, temu, kar se dogaja v Palestini, temu, kar se dogaja v Ukrajini, teh konfliktih in o teh na nek način tudi nekih grožnjah, o katerih skozi slišimo. Kakšno je tvoje mnenje generalno o tem, ali te množični mediji opravljajo tukaj svoje poslanstvo, ali vidiš kakšne pomanjkljivosti pri teh poročanjih? Mogoče malo navajajoče vprašanje, ampak bomo videli. Nimam nekega posebnega vpogleda, mislim, bolj podrobnega verjetno od večine vas. Jaz bi rekel, da če zelo poenostavim, mediji poročamo v veliki meri skladno z nekim prevladujočim uradnim narativom. To se v primeru Palestine in Ukrajine mislim, da vidi zelo jasno. In klima, rad bi na začetku poudaril, jaz delam na javnem mediju, tako da klima, v kateri jaz delam, je drugačna kot klima, v kateri delajo kolegi v nekih komercialnih medijih. Se mi zdi, da mogoče imam neko lažjo pozicijo od ostalih kolegov, ampak nasplošno, bi rekel, klima ni spodbudna do mere, do katere bi morala biti, ko poročamo o teh vprašanjih. Tako da bolj podrobno lahko mogoče kasneje, ampak ja, rad bi rekel, da se deli mogoče poročanje medijev na tisto, ki je na liniji, da tako rečem, ki je lahko pogumno in solidarno, ko je to del uradne politike in ki je obenem demonizirano ali pa diskreditirano, delegitimizirano, ko gre za širjenje nekega narativa, ki gre proti uradno določenemu toku.
Ok, hvala, super. Pa bi mogoče tako, ker malo skačemo vmes, ne, pa bi vprašal za začetek, recimo doktor oziroma tovariša Lipovščka, kje vi vidite osebno, recimo, kje vi vidite največjo varnostno grožnjo za Evropo, ta hip, kot nekdo, ki spremlja pač globalno politiko že desetletja? A lahko sam še malo Lahko, kar je kolega, so bila včasih kolega, no? Okay. Jaz mislim, moram reči, da jaz novinar praktično bil celo življenje in se ne spomnim, da bi kdaj v bivši Jugoslaviji, posebej ob koncu, ko je začela razpadati, da bi bila kdaj takšna cenzura, kot je danes. Danes vodilni mediji objavljajo samo uradne resnice in to velja tako za Združene države Amerike, kot za ostalo zahodno Evropo in seveda tudi za Slovenijo. Posebej se ne dopuščajo različni alternativni pogledi oziroma mirovniški. Noben od mirovnikov, posebej tistih, ki zagovarjamo malo bolj radikalna stališča, nimajo dostopa do medijev, vsi imamo dostop samo do alternativnih medijev. Naj vam povem samo najnovejši primer, dobil sem prej pismo iz Maribora, ker me obveščajo, da je en poslal pismo danes na Dnevnik, ker je omenil, da bi morali objavljati več takih novinarjev, kot sem jaz, in je seveda urednik tisto črtal. Podobno je seveda tudi takih primerov, je kar nekaj in mislim, da se moramo absolutno upreti takšni cenzuri, še posebej, ker to prihaja iz tudi Evropske unije. Predsednica Evropske komisije je nedavno v svojem govoru o stanju unije napovedala zaostrovanje pod firmo medijskega pluralizma in boja proti dezinformacijam, zaostrovanje v bistvu cenzure. Mi moramo to prebiti in preprečiti, če ne bomo absolutno pristali v vojni in v tem pogledu mislim, da tudi slovenske oblasti niso na pravi strani in da ne obstaja pravi pluralizem in mislim, da bomo morali, ko bodo volitve prihodnje leto, dati prednost tistim, ki zagovarjajo mir, ki se ne zavzemajo za vojno. Še to moram povedati. Absolutno jaz in moja skupina mirovnikov nismo proti vojski kot taki. Slovenija, glede na svoj geopolitični položaj, kot je, bo, če razpade Evropska unija, lahko zelo varnostno ogrožena. Mi moramo imeti močno vojsko, ampak takšno, ki bo ustrezala obrambi Slovenije. Podobno nekaj tazga, kot imajo v Švicari, recimo to pomeni ne pa, da smo s hlapci in sluge za vse mogoče vojaške intervencije zveze NATO po svetu. Ok, super, hvala. Več stvari je bilo omenjenih, ampak dajmo mogoče, da probamo priti dlj od tega površinskega nivoja, kar se pogosto dogaja nekim oddajam. Pa zdaj, recimo, če je bil komentar tovariša Lipovščka, da recimo mediji, da poteka neka cenzura, on od zunaj recimo percipira to kot cenzuro, pa je zdaj mogoče sam kot neko izzivalno vprašanje za Borisa, a ti recimo pri svojem delu opažaš to cenzuro, a misliš, da gre za cenzuro, a je to samo cenzura, ali je to v bistvu pač, ne vem, mogoče preobremenjenost novinarjev z nekim tem, koliko informacij morajo producirati, pa zato rajš copy-paste neke vsebine, ali kako recimo vidiš ti tukaj, od kje prihaja mogoče ta nekaj, kar bi lahko percipirali kot neko, če malo ostro rečem, mogoče enoumje glede nekih tem, da se v neki konsens oblikuje glede nekih tem in da potem nekako je včasih težko slišati neka nasprotujoča mnenja. A se ti zdi, da to ne drži? Težko je govoriti o tej temi, se mi zdi, ker je to splet zelo velikega števila dejavnikov. Omenjaš samo cenzuro, jaz bi mogoče raje uporabil neki izraz inercija. Skratka, novinarji smo pogosto, jaz sem sebe vključil v ta krog, pač leni, delamo po neki inerciji, uporabljamo neko ustaljeno terminologijo, neko izrazoslovje, ki je splošno sprejeto in pravzaprav zavedamo se, da je vsak odmik od te, če ostanem sam na nivoju terminologije, sam odmik od tega izrazoslovja te postavlja v pozicijo, ko moraš braniti svojo odločitev in to je nekaj, kar terja nek napor in nek trud in neko znanje in
številni se temu izogibamo tako ali drugače. Ko govorimo recimo o vprašanju Palestine, je en od dejavnikov, ki v veliki meri pravzaprav določa način poročanja, absolutno rasizem. To je nekaj, kar je, se mi zdi, v samem središču. Govorim rasizem strani samih novinarjev. To je nekaj, kar je v samem središču, se mi zdi, razumevanje tega vprašanja. Omenil si preobremenjenost novinarjev in jaz ne bi tukaj zagovarjal stališča, da novinarji nimamo dovolj dela ali pa da nismo obremenjeni. To je stvar, bom rekel, neke čisto interne organizacije. Jaz delam v kolektivu, kjer imamo te stvari relativno v redu poštimane, tako da se pravim, rad bi sam pojasnil, da sem v mogoče drugačni poziciji kot številni drugi novinarji, tako da to bi rad, da je jasno. Tako da jaz se absolutno pri svojem delu ne bi nikoli rad skliceval na neke te omejitve. Nisem pa, recimo, vprašanje cenzure, jaz sam v 13 letih na RTV-u nisem bil deležen teh pritiskov. Slišim, da kolegi so bili, opažamo seveda primere, ko so te poskusi, predvsem v drugih medijih, so lahko te pritiski dobesedno neposredni, se obrne telefon in se zahteva, da se o čem poroča ali pa ne. Jaz tega nisem bil deležen, tako da o tem iz svojih izkušenj ne bi mogel govoriti, ampak ja, pač ogromen je nekih dejavnikov in ni enega samega, ki bi lahko pojasnil način poročanja. Veliko teh stvari je, predvsem pa to, ja, pač da enkrat, ko podvomiš v ta nek uradni narativ, ko skušaš poročati proti temu ustaljenemu toku, ki je določen v Bruslju, v Washingtonu in v drugih centrih moči, tudi manj vidnih, mogoče v smislu kapitala, manj oprijemljivih, mislim, se postaviš v pozicijo, ko si izpostavljen kritikam, pritiskom in pač temu se ljudje radi izogibamo. Tako da to je eno. Okay. Ja. Super, hvala. Zelo mi je bilo, mislim, zanimivo, se mi zdi pomembno tudi, kar si omenil, pač prav to, da se oblikuje nek narativ in predvsem, da se tudi neka terminologija oblikuje. Ne? Vsi vemo, da v bistvu kdor kontrolira narativ, kdor kontrolira, katere izraze uporabljamo, s katerimi besedami opisujemo neke pojave, lahko zelo pomembno vpliva tudi na to, kako bomo te pojave, kako se bomo odločali glede tega. In tukaj bi mogoče zdaj pa predal besedo Roku Kogeju, kjer recimo poslušamo prav pri temi militarizacije in tega obrambnega, nujnosti obrambnega delovanja. Poslušamo veliko o varnosti in o odpornosti in o teh nekih izrazih. Pa mogoče kot izziv, kje ti vidiš, kje je ta varnost in odpornost, ki bi nas morala skrbeti, kako recimo mogoče sta ta dva termina dejansko uporabljena manipulativno ali ne, oziroma ne vem, mogoče še kakšen drug ta termin, kako se vidiš, da se ta narativ oblikuje mogoče v povezavi s temi grožnjami, ki naj bi nam pretele in tako naprej. Mogoče sam, da se za trenutek zadržim pri tej razpravi o cenzuri, ki je tudi po moje povezana, intimno povezana s tem, kar si ravnokar vprašal. Mislim, mi tukaj tretiramo cenzuro kot nek površinski pojav, ki mislim, da predvsem je treba izpostaviti njegovo strukturno naravo. In ta gotovo ni omejena zgolj na naš slovenski primer, oziroma celo bi se strinjal tukaj z tovarišem Vasevem, da je pri nas mogoče je to prisotno v zelo mili ali pa celo takšni obliki, da je naši tovariši, novinarji na nacionalki niti ne občutijo, medtem ko najbrž ni naključje, da je Oliver Frljić prišel uprizoriti svojo predstavo Inkubator v slovensko mladinsko gledališče, ni je pa mogel, vsaj ne v tistem času, uprizoriti recimo v Berlinu. In mislim, da je to ta potem vstopna točka v odgovor tudi na vprašanje, ki si ga ti dejansko postavil. Mislim, da ta strukturni pojav, oziroma strukturni procesi, katerih recimo ena pojavna oblika je tudi cenzura, je še toliko bolj značilna za države centra v Evropi. Govorimo tukaj o Merzovi Nemčiji, govorimo tukaj o Macronovi Franciji, govorimo tudi o Starmerjevi Veliki Britaniji, ki so vse recimo zelo visoke oblike razkroja liberalne demokracije, za katere je značilno potem ravno to.
skratka nekako oprijemanje za različne avtoritarne tudi pač oblike obvladovanja z prebivalstvom, obvladovanja z vsakršnimi oblikami odpora, hkrati pa poskusi potem legitimizacije svoje oblasti z koketiranjem ali z odkritim sodelovanjem z skrajno desnico. Je pa ekstremni center, in mislim, da ta predelnik ekstremni postaja vedno bolj zaslužen, izredno inovativen pri izumljanju različnih, recimo, lepo zvenečih označevalcev, ki jih pa potem tudi z vsemi vzvodi, ki jih ima na razpolago, potem polni z vsebino, kakor je pač pri volji. Spomnite se recimo Macrona, ki je že nekaj let nazaj, še preden smo prišli do druge vlade Donalda Trumpa, opletal z označevalcem recimo te strateške suverenosti, oziroma strateške avtonomije evropske celine, s katero je želel poudariti potem neke investicijske potrebe, ki se danes še toliko bolj pereče, po vlaganjih v umetno inteligenco, danes tudi v obrambo in tako naprej. Seveda je pa potem to postalo kasneje danes še toliko bolj intenzivno. In zdaj, konkretizacija potem te strateške avtonomije, te problematike, ki je danes odprta v okviru tega, in govorimo vendarle o miru, in seveda potem tudi v nasprotju tega, o vojni, so pa potem ta dva ključna imenovalca potem varnost in odpornost. Zdaj, varnost in odpornost ekstremni center poskuša pač pokanalizirati ravno to potrebo po oboroževanju oziroma po ponovni živitvi obrambne industrije. Ampak to mislim, da ne smemo jemati zgolj recimo samo na sebi ali pa v luči udejanja neke pač ideologije, po drugi strani pa tudi ne realnosti, grožnje nekih ruskih barbarov, ki bojo slej ko prej pač prodrli preko step pač na evropsko celino. Ampak mislim, da treba to razumeti predvsem v neki politično-ekonomski situaciji, del katere je tudi tisto, kar sem prej omenil. Skratka, neka velika kriza liberalne demokracije, ki je tudi ekonomska kriza, na kateri ta politični moment recimo sloni. In v tej luči mislim, da je treba razumeti pač ta klic po oboroževanju, kjer je glasna seveda pač predvsem Nemčija in tudi zelo konkretna za svojimi vlaganji v ponovno oboroževanje, je treba razumeti v luči nekih širših in dolgotrajnejših pač ekonomskih trendov, izgubljanja predvsem konkurenčnosti nemškega gospodarstva iz različnih razlogov napram na eni strani recimo ameriškemu gospodarstvu in na drugi strani napram kitajskemu gospodarstvu. Tako da v tej luči je oboroževanje predvsem reševanje nemškega gospodarstva, pa tudi gospodarstva drugih držav centra, njihovih industrij, v tem kontekstu, kjer dejansko ne morejo z drugimi artikli več tekmovati na svetovnih trgih, lahko pa si s političnimi vzvodi vzpostavijo nek interni trg, po tej potrebo po obrambi, v tem vojaškem smislu, ki jo bojo potem ta povpraševanje generirali ne samo v teh državah centra, ampak tudi v državah periferije. In recimo, konkreten primer je ravno zdaj ta veliki finančni paket ponovnega reševanja Ukrajine, govorimo o več stotinah milijard evrov, ki bomo pač posodili, tako rekoč pač Ukrajini, ki se bodo stekale potem ravno ne v nakupovanje pač orožja seveda ameriškega, ampak z krepitvijo potem nemške oziroma evropske obrambne industrije, potem seveda tudi pač v ta nacionalna gospodarstva. Skratka, mislim, da je to ključni kontekst, v katerem je treba pač tudi te klice po oboroževanju razumeti. Super. Hvala za izčrpen in poglobljen odgovor, to iščemo, temu težimo. Zdaj bi pa še Iztoka povprašal, ne vem, če boš imel dosti dolg, ti bo moral iz tega svojega predati, da vidimo, kako nam bo šlo. In sicer, to nam bo zdaj pomagalo, odlično. Iztok, kot direktor Mirovnega inštituta, najbrž tudi spremljaš te debate, ki jih lahko vidimo na televiziji, govorili smo že malo o tej vprašanju medijev in tega. Jaz recimo osebno opažam, da vedno, ko so predstavniki stroke
nastopajo na nekih oddajah. So ti predstavniki stroke nekako večinoma iz FDV-ja, večinoma jih poznajo zelo enoznačne odgovore, v smislu absolutno rabimo militarizacijo, rabimo več orožja, NATO je najcenejša in najboljša opcija in najbolj varna opcija. A je to res mirovna stroka, oziroma ali je to, jaz dobim občutek, da je to neka vrste, neka orožarska stroka, obramboslovna stroka, ki vedno, če si kladivo, potem ti vse izgleda kot žebu na nek način. Kaj pa je zdaj, ali obstaja kakšna mirovna stroka, kaj je z njo, kaj je nasplošno z tem mirovnim gibanjem leta 2025, kje je, zakaj ga ni več? Ja, rekel bi, da če pogledamo nastopajoče v medijih, ki nam zdaj interpretirajo dogajanje, so to predvsem generali in obramboslovci, da dejansko mirovniških glasov ne slišimo in vse to že kaže, kako globoko v militarizaciji naše družbe pravzaprav smo. V Sloveniji je veliko iniciativ, veliko posameznikov, ki imajo drugačna stališča, veliko mirovnih iniciativ. Res je, da so to bolj razdrobljeni akterji, tako organizacijsko kot tudi idejno. Recimo, če pa nazorim zdaj, ko se pogovarjamo o Palestini, recimo so zadeve dokaj jasne. Zelo lahko je zavzeti neko stališče. Ko se pogovarjamo o Ukrajini, je tukaj že malo težje in tudi vidimo neke razlike na sami mirovniški sceni. Bom dal tudi eno samo kritiko zdaj temu festivalu. Tam vidim recimo palestinsko zastavo, ne vidim pa ukrajinske, pa se mi zdi to v bistvu krivica. Tako da, v Sloveniji se mi zdi, pa tudi v Evropi se vidi ta neka razlika v mirovniškem gibanju, kakšne stališče imajo ljudje v zvezi z Ukrajino, v zvezi z Rusijo. Tudi pri nas vidimo je del mirovnikov, ki so zelo kritični do Amerike, veliko manj pa do Rusije. Mislim pa, da je ključno za mirovniško držo, da se obsodi vsak imperializem, ne glede na to, iz katere strani prihaja. Rekel bi tudi, da je samo mirovno gibanje tudi uspešno, da brez recimo delovanja gibanja za pravice Palestincev v Sloveniji tudi naša politika ne bi vsaj malo prilagodila svojih dejanj, uvedla sankcij recimo proti politikom iz Izraela ali pa priznala same Palestine. Če pogledamo širše, mene je zelo dvignilo recimo zdaj na zadnje videti 1 milijon ljudi v Italiji na cestah, ki so protestirali za Palestince, za mir v bistvu. Tako da je vprašanje zdaj, koliko smo lahko kritični, recimo, a je zdaj to mirovno gibanje trenutno uspešno ali ni. Vsekakor bi rekel, da je zelo močno. Pa tukaj ne smemo pozabiti še na ene mirovne aktiviste, o katerih ponavadi nič ne slišimo. To so pa tisti, ki, ko so poklicani vojsko, zavračajo poklic, ki ne gredo na fronto, ki ne želijo nositi orožja in se pustiti instrumentalizirati za pobijanje drugih. Mogoče glede samih medijev, da se vrnem še na začetek, je potrebno tudi biti zelo kritičen do tega, kaj se dogaja na družbenih omrežjih, kjer se nasilne vsebine v bistvu ves čas v ospredju. Če hočeš objaviti kaj racionalnega, mirovniškega, si lahko takoj postavljen nekam v senco ali pa recimo kaj propalestinskega. Tako da se v bistvu mirovniki na različnih nivojih srečujemo z blokadami, kako v bistvu priti do ljudi. Hvala. Ja, to kar si izpostavil, trenutno lahko dojemamo socialna omrežja v določenih segmentih kot neka druga možnost, kako se o teh stvarih komentirati, zraven pa ne smemo
Nikoli pozabiti na to, da so pač točno ti algoritmi, ki se lahko odločijo čez 2 tedna, in so se že odločali in je bilo jasno, da če si uporabil izraze kot genocid na različnih omrežjih, to objave pač niso imele dosega, da se potem išče načine, kako okrog tega iti, ampak najbrž je to ta velik izziv, kje najti prostor, da se debatira o teh stvarih. Ful me veseli, da nas je kar precej se nabrali tukaj, da v živo debatiramo o tem. To je najbolj kvaliteten način, najbrž, da se teh stvari lotimo in da si vzamemo čas. Mogoče še en kratek krog mojih spodbudnih vprašanj, pa gremo na vaše vprašanja, dragi, oziroma vprašanja, bi bilo super za začetek, pa pobude in ideje bomo pa pol prišparali. Pa evo, ena taka zdaj provokativno vprašanje za Borisa, in sicer Boris, če bi imel to možnost, če bi bil naenkrat bi postal direktor RTV Slovenija, ali kako bi si lahko predstavljaš, da bi se dal kaj narediti glede tega, da bi vseeno ta javni servis, ki naj bi bil podvržen drugim zakonitostim kot neka komercialna televizija, ki na nek način tudi tekmuje s temi socialnimi omrežji, je prisiljena tekmovati v nekem senzacionalizmu, v nekem tem površinskem pritegovanju pozornosti, ampak zdaj, če pa recimo, da RTV Slovenija je pa neke druge vrste, ima drugo poslanstvo, ali si lahko imaš kakšno idejo, kaj bi se dal narediti, da bi dejansko bilo več poglobljene debate, da bi bilo več možnosti za to, da se različna mnenja pač tukaj na nek vsebinski način predstavljajo, soočajo, tudi dostikrat predstavljajo, razlagajo, ker ene te teme se mi zdi, da so bolj kompleksne in da potem pač ostane na nekem pro et kontra zmerjanju na raznih oddajah. Pravzaprav lahko govorimo o tem, da če jaz eno oddajo praktično imamo, kjer se neka politične teme, okoli katerih se soočamo, in ta je dostikrat na nivoju tega nekega površinskega mečevanja, retoričnega, ne pa res vsebinske debate. Tako da, a imaš kakšno misel ali pa karkoli, kaj bi lahko se naredili, da bi pač tak nek recimo javni medij boljš opravljal to svoje poslanstvo, najbrž informiranja, spodbujanja neke poglobljene, informirane debate in tudi potem odločitev? Sigurno ne bi o tem rad razmišljal z pozicije direktorja. Se mi zdi, da je napačno pozicijo si verjetno izpostavil. Sploh nisem pristaš tega hierarhičnega organiziranja medijev, čeprav do neke mere je, se mi zdi, v praksi smiselno to prevzemati, ampak v duhu bi rekel, da ne. Jaz mislim, da je mogoče največja spodbuda za medij, da kakovostno poroča, je neka živa javna razprava onkraj medijev, se mi zdi. Če obstaja v javnosti neka močna razprava, neka poglobljena razprava o določenih temah, mislim, da je to glavni element, ki bi nek kakovosten medij, ali pa medij, ki hoče biti kakovosten, naravnost ciljila v to, da nadgrajuje svoje poročanje, da skuša javnosti, bom rekel, predstaviti neka stališča in podatke in kontekste, ki jih javnost sama, recimo brez pomoči medijev ni zmožna ali pa ne uspe do njih priti, tako da to neko sozvočje med tako bom rekel, medij bi se moral zavedati realnosti, znotraj katere deluje in prisluhniti javnosti in to nadgrajevati z nekim korektnim delom. Ko sem me vprašal, kaj bi jaz naredil za to, nisem se nikoli postavil v položaj, da bi odločil o drugih ljudeh, ne bi rad niti hipotetično na ta način razmišljal. Ampak čisto kot novinar je moja dolžnost, da pač konstantno nadgrajujem svoje znanje o temi, o kateri poročam oziroma o katerih poročam, in to je dolžnost, ki pravzaprav jo moram sprejeti in izpolniti. Onkraj tega pa, ne vem, napačnega človeka si izbral, da bi ti podrobne analiziral. Sam, če smem, preden gremo naprej, rad bi izrazil res ostro nasprotovanje temu, kar je rekel gospod Lipovšček, da potrebujemo močno vojsko. Jaz mislim, da je to absolutno napačno razmišljanje. To je seveda moje osebno prepričanje. Jaz dojemam vojsko, še posebej v Sloveniji, kot neko parazitsko institucijo, ki pravzaprav požira ogromne količine denarja brez neke širše vrednosti za splošno družbo. Rad bi samo opozoril, da vojska pravzaprav je dojeta v javnosti, če je dojeta pozitivno pravzaprav izključno zaradi svojih nevojaških dejavnosti, skratka, ko izvaja neka reševanja, ko pomaga pri poplavah in tako naprej. Kar je seveda vse nekaj, kar bi lahko počele druge institucije. Tako da
metanje dodatnih 100 milijonov, če ne milijard, v oboroževanje in v te neke strukture represivnih organov, mislim, da je napačno. In na ravni izrazoslovja bi samo upozoril, da ne gre za obrambne izdatke, ampak gre za vojaške izdatke. Skratka, to je, o tem si govoril, gre za nek spin, gre za neko floskolo, ki naj bi nas prepričalo v to, da pravzaprav vse te 100 milijarde evrov bo šle za naše dobro, medtem ko bi rad spomnil na eno nedavno okoliščino, ko je Izrael pravzaprav v mednarodnih vodah naravnost ugrabil evropske državljane, od aktivistov, humanitarcev, novinarjev, politikov, poslancev. In vse te evropske države z vsemi svojimi razvitimi vojskami pravzaprav niso niti nameravale zaščititi svojih državljanov v mednarodnih vodah. Tako da vse te vojske niso namenjene seveda naši obrambi, se mi zdi. V prvi vrsti namen vojsk, vsaj v današnjem tem kontekstu, v katerem se nahajamo, ni namen, da bojo branili nas, ampak da branijo neke pač določene interese in vse to oboroževanje, seveda, kot je gospod Kogej omenil, ima neko drugo, bom rekel, ozadje, ki ga je potrebno analizirati. In problem medijev je v tem, da čisto na individualni ravni mi, novinarji, uredniki, nismo pogosto sposobni, se mi zdi, prepoznati teh potreb po nekih globih analizah in se zadovoljimo z nekimi, bom rekel, površinskimi analizami, ala količine enot, kakšne tanke uporablja, katera stran in tako naprej, kar je na nek način, na neki ravni lahko zanimivo, ampak je trivialno v odnosu do tega, kar bi mi mogli kot družbo razumeti. Super, hvala. Ja, omenil si par zanimivih stvari, bomo takoj prišli po mojem tega vprašanja. Danes cilj te današnje debate tudi ni v tem, da bi se morali nujno poenotiti glede vseh stališč, iščemo mogoče kje imamo kakšna skupna stališča, a imamo neke skupne zahteve ali ne. Temu bo tudi potem ljudska ta skupščina mirovna namenjena temu, da ljudje skupaj precenimo, kakšne zahteve in kakšne predloge bi imeli. Zelo mi je bilo zanimivo to, kar si omenil, pač ali je to obramba ali ne. Zanimiva poteza je bila Donalda Trumpa, ki je dejansko v Ameriki preimenoval obrambno ministrstvo v ministrstvo za vojno. In s tem na ta način, to mu je treba priznati, da je vsaj tega sprenevedanja ni. Vsaj direktno vemo, pri čem smo. Omenil si tudi to, recimo tudi jaz opažam, da pač če neka tema v javnosti že rezonira, če so ljudje že glede njega razburjeni, potem tudi mediji se prej ali slej pridružijo in nekako pač to pokrijajo. Je pa še vedno, se meni zdi, da obstaja pa neka prepoznava, da včasih pa so teme, ki same od sebe ne bi odzvanjale v javnosti, se pa iz nekega razloga jih potem širi in nekako potem pa pride do tega efekta, da začnejo odzvanjati, in ta odločitev, to ne vem, ne bomo se spuščali toliko podrobnosti, ampak včasih mi je to čudno, kako te procesi nastajajo, da se za neko temo odloči, ali zdaj zato, ker jo je lažje predstaviti, ali zato, ker je pač nekaj sočnega na njej, da se potem izpostavlja lahko neka stvar, ko gre za 3 milijone evrov, poslušamo 3 mesece o tem, ko gre za nabavo za 700 milijonov evrov, zdaj recimo za Patrio, pa praktično se zna zgoditi zdaj, da sploh ne bo, mislim, da bo pač samo par obstranskih člankov. Če za tiste, ki niste vedeli, mogoče jaz sem šokirano ugotovil, mimogrede tako kot stranska novička, Slovenija bo ponovno kupovala oklepnike Patria in namerava jih kupiti več kot 100 in namerava 700 milijonov evrov porabiti za te oklepnike, pa praktično o tem že spet ni neke javne debate. Mogoče bi šel zdaj na Roka. Rok, da bi tebe že spet iščemo tudi rešitve, iščemo predloge. Ja, to si moraš nekako dati tam gor na kabel. Kot rečeno, omenili smo to varnost in odpornost. Na nek način lahko, po mojem, ne bom ti silil besed v usta, ampak načeloma lahko sklepamo, da mogoče ta zunanja iskanje te varnosti preko militarizacije nas lahko vodi v neke druge nevarnosti, v resnici v Sloveniji ali pa tudi v drugih evropskih državah. Pa me zanima, kje vidiš ti, kot rečeno, te nevarnosti z ekonomskega stališča, socialnega stališča, z političnega stališča za države, ki se recimo spuščajo tako na polno militarizacijo, in vidiš kakšne možne rešitve, kako bi lahko se temu zoperstavili, bodi si ekonomsko, politično, ideološko ali pa na kakršen koli drug način?
Ja, začnem lahko tako, da se strinjam z Borisom, no, da več 100 milijardne investicije v vojsko v evropskem kontekstu niso potrebne. So pa po mojem potrebne več 100 milijardne ali pa celo več bilijonske investicije v varnost, odpornost, zaščito, katerkoli pač izraz je tukaj že zamisleno. Ampak je glavno bojno polje politično trenutno po moje, kaj točno razumemo kot varnost, odpornost, zaščito, pred čim točno se je treba braniti. No? In tukaj mislim, da pač je treba se boriti za drugačne prioritete. In recimo ena prioritet bi mogla biti socialna varnost. Ne? Socialna varnost, ki vendarle je tudi je treba razumeti recimo skozi koncept, ki ga je uporabil francoski pisatelj Edouard Louis, mislim, da v svojih razpravah z britanskim režiserjem Kenom Loachem, ko je rekel, da govorimo danes o recimo dvojnem političnem nasilju, v smislu nivojskosti. Skratka, prvo politično nasilje v kontekstu socialne varnosti so razni ukrepi, reforme in tako naprej. Drugi nivo potem nasilja pa je pa vse to, kar potem vsa ta posledična socialna negotovost, prekernost, beda vzpostavlja. Ne? Če vzamem bolj benevolentni primer, če recimo v kontekstu tudi aktualne pokojninske reforme, ne, prvi nivo nasilja je pokojninska reforma, drugi nivo nasilja je pa potem vsa ta recimo tečnoba babice, ki se potem posledično iz meseca v mesec vedno težje prebija s svojo mizerno pokojnino, ker ta vedno bolj zaostaja recimo za splošno ravnjo cen in plač v državi. To je potem recimo ta socialni moment, ki je povezan potem tudi z recimo politično varnostjo, s politično odpornostjo pač naših recimo demokratičnih sistemov, z vzponom skrajne desnice, ki seveda raste toliko bolj v tistih državah, kjer so socialne razmere toliko bolj negotove, ker je toliko bolj težje priti do recimo stanovanj in tako naprej. Še dodaten pereč problem, aktualen v našem času in bo vedno bolj aktualen v našem času, so seveda podnebne in okoljske spremembe. Ne? In to je še so investicijske potrebe in verjetno predstavljajo večino teh 100 milijard, bilijonov, ki bi jo treba pač investirati, skratka v boj proti podnebnim spremembam, bodisi v smislu njihovega preprečevanja ali prilagajanja na te podnebne spremembe. Ampak skratka, če se vrnem na začetni povzetek, to mislim, da je glavni teren političnega boja danes. Ne? To, da je treba apropriirati te koncepte, ki jih skrajna oziroma ekstremni center lansira in so uspešni po moje ravno zato, ker nagovarjajo nekaj, kar je resničnega. Res smo ogroženi. Gre samo za vprašanje, kaj je tista resnična grožnja, ki jo je treba nasloviti. Ne? In to po moje ni grožnja nečesa zunanjega, recimo Evropske unije, ampak mislim, da ni treba niti iti zunaj meja Evropske unije, zato da vidimo, da je ogromno problemov, ki jih je treba naslavljati ravno skozi te koncepte varnosti, odpornosti, obrambe, ne, ki so prisotni tukaj, v naših družbah, v naših gospodarstvih, ki jih treba prilagoditi na izzive našega časa. Vojaško v določeni meri, ampak gotovo v manjši meri, v večji meri pa podnebne spremembe ali vse socialne težave, protislovje, ki so se nakopičile v naših družbah. Super, hvala. Zdaj pa mogoče vprašanja, že spet imamo ta provokativne, iščemo rešitve, iščemo nekaj, mislimo, kaj bi se dalo narediti, pa bi tovariša Lipovščka vprašal, kako vidi, kaj bi lahko Evropa naredila, da bi zagotovila pač to, da bi poskusila preprečiti neko drvenje k vedno večjim konfliktom, spopadov med Ameriko, Rusijo, Kitajsko potencialno. Kje vidi to možno pot na nivoju Evrope ali pa recimo še bolj konkretno na nivoju Slovenije? Kaj bi lahko Slovenija naredila, da bi poskušala prispevati k temu, da namesto tega vojnega hujskaštva bi iskali poti za mir? Kaj bi lahko bile te strategije za doseganje miru? No, imam kar nekaj odgovorov. Prva stvar je, da se moramo rešiti sedanjih vladajočih elit, ki so krive za to, da je Evropa
v takšni gospodarski, socialni in politični zagati in jaz mislim dolgoročno, če bo šlo tako naprej, ji grozi razpad. Jaz mislim, da so nekatere države Evropske unije, ne Velika Britanija, Francija, Nemčija, v veliki gospodarski zagati in jaz mislim, da se bodo te elite zamenjale in na oblast morajo priti elite, ki so za mir, ki bodo dale prednost diplomaciji, ne pa novi militarizaciji. Ker militarizacija je samo odgovor evropskih elit na zgrešen model gospodarskega razvoja, na model neoliberalnih elit, ki je bi nam usiljen. Nemčija poskuša zdaj se reševati iz te godle, pa Francija verjetno, tudi pa Italija v malo manjši meri, samo zato, ker model ni več ta prav in bodo oni z usiljevanjem orožja, ki ga nam bodo prodajali po ne vem kakšnih cenah, poskušali zagnati svoj gospodarski razvoj. Mislim, da je čas, da se da oblast diplomatom, ljudem, ki imajo dolgoročne, ne pa kratkoročne vizije. Mislim, da je to bred, če se evropske politične elite ne bodo zamenjale, ne bo miru. Jaz mislim, da je velika verjetnost, da bo prišlo do vojne, recimo v prvi fazi z Rusijo. To je ena stvar. Druga stvar, živimo v zelo kritičnih časih, ko se lomijo številne silnice, ko razpadajo imperiji in je nemogoče pričakovati, da bo tudi položaj Evrope stabilen. Položaj je nestabilen, tudi položaj Slovenije je še posebej kritičen. Zakaj? Zato, ker čez sredino Slovenije poteka praktično centralni koridor iz Trst, Koper, Ukrajina, Rusija, NATO zveze, NATO pakta. To pomeni, mi smo, tudi če bi hoteli se razglasiti za nevtralno državo, jaz mislim, da nam to velike sile ne bi pustile. Drugič, mi smo obgroženi, vse sosednje države, a si priznamo ali ne, imajo do nas neke ozemeljske zahteve. Italijani jasno zmeraj sanjajo o meji do Rapalski meji, Avstrijci so začeli govoriti o Mariboru, Madžari isto, imajo Prekmurje v svoji viziji, tudi s Hrvati nimamo rešenih problemov. To pomeni, nemogoče je biti, da bomo država brez vojske. Jaz sem absolutno proti NATO. Mi ne smemo postati služabniki NATO, pa kupovati recimo avione za neke intervencije NATO ne vem kje, ali pa tanke, ali pa ta oklopna vozila. Rabimo pa oboroženo silo, ki bo odgovarjala našim potrebam. Ker če ne, nas bodo Italijani, Avstrijci, če bo prišlo do neke splošne evropske vojne, kar prevozili. Mi to rabimo, ampak za naše potrebe in moramo dati tudi toliko denarja, kot smo ga mi sposobni dati za našo vojsko. To ne pomeni 5%, kar hoče Trump, to lahko pomeni 1-2%, ne vem, ampak mi brez vojske si jaz ne predstavljam države, samo ena država, a dve države na svetu sta brez vojske, ena je Islandija, druga je Kostarika. Vsaka zaradi nekih svojih geopolitičnih interesov in razmer. Nemogoče se predstavljati, da bi mi bili brez naše vojske, tako kot smo v drugi svetovni vojni, brez tega, da smo imeli narodno-osvobodilni boj, danes ne bi imeli Primorske. Vprašanje je, kaj bi bilo z Mariborom, Prekmurjem in tako naprej. Mi to rabimo, absolutno rabimo, vendar da bo vojska absolutno v skladu, se razvila v skladu našimi potrebami in drugič, da bomo na mesto vojnemu faktorju dali prednost političnemu, diplomatskemu. Mi smo pa tudi, mi Slovenci smo pozabili na diplomacijo. Mi bi morali gojiti absolutno prvi krok
našega strateškega interesa bi morale biti sosednje in balkanske države. Z njimi bi morali sklepati sporazume o prijateljstvu, sodelovanju, kulturi in tako naprej. Še posebej, ker ko se bo končala vojna v Ukrajini, je veliko možnosti oziroma sil, ki si prizadevajo, da bi prišlo do nekih novih vojnih razmer na področju Balkana. Velika Britanija je podpisala obrambni sporazum z Bosno in Hercegovino. Zakaj? Drugič, Hrvaška se je podoben sporazum podpisala s Kosovom, z Albanijo in hoče podpisati tudi z Bolgarijo. Na drugi strani je Srbija podpisala podoben sporazum obrambni z Madžarsko. Mi bi morali to preprečiti, mi bi morali zauzeti se za sodelovanje, ne pa za neke vojaške sporazume in obračune, ampak to se ni zgodilo. Tudi Slovenci, mi smo podpisali nedavno nek sporazum o sodelovanju s hrvaško vojsko, čeprav v okviru NATO mi normalno sodelujemo. Mi bi morali dati prednosti diplomaciji, absolutno. Ampak v ozadju je pa treba imeti tudi vojsko, zato ker tudi teorija vse kaže, če bi bili neutralni, neutralnost ni samo, da se ti razglasiš za neutralno, rabiš tudi neko konkretno vojaško silo, ki ti garantira tudi neutralnost. To pomeni, jaz mislim, da absolutno niso še prišli časi Tolstoja, ki je rekel, da se je treba pač pomiriti, udati in se ne treba upirati kakršnim koli sovražnikom oziroma nasprotnikom. Jaz mislim, na žalost, da se položaj v Evropi zapleta. Ok, hvala. Mislim, da je bilo generalno sporočilo oziroma poanta razumljena. Po mojem se veliko ljudi tudi so tukaj mnenja deljena, tudi v tej skupini, po mojem smo, kot smo slišali že prej, ta ogroženost Slovenije za strani njenih sosed je po mojem stvar debate, mi tudi skozi radi tako vsake toliko časa rečemo, da je Trst naš, pa najbrž zaradi tega ne pričakujemo, da bi Italijani morali imeti neko vojno silo tam na meji postavljeno. Tudi, ne vem, kot primer, zdaj jaz svoje mnenje, tudi si jemljem to pravico, da bi imel svoje mnenje, primer tega druge svetovne vojne je ravno v tem, da je Slovenija brez tega, da bi imela na začetku vzpostavljeno svojo vojsko, bila uspešna prav v tem, da je samoorganizirala upor zoper nekega zunanjega okupatorja in da je prav kot nevojaška, neorganizirana sila uspela kljubovati in nasprotovati, tako kot Palestinci, tako kot Hamas lahko nasprotuje bistveno močnejšemu sovražniku, na nek način se mu poskuša upirati. Ampak ne bomo danes, ideja danes ni, da bi prišli tem debatam do konca, je, da nekako odpremo prostor za debato in predvsem, da doslišimo še kakšno vaše vprašanje. Pa Iztok, sem videl, da si je nekaj še zapisoval prej vmes, bi ga mogoče spodbudil. Iztok, a bi nam ti še kaj pokomentiral to situacijo, a imaš kakšno glede tega mirovništva, mirovnega gibanja, še kakšno misel, ki bi jo podelil, zdaj vi pa ostali pa razmislite kakšno vprašanje, ki bi ga postavili še našim govorcem, preden gremo potem naprej v skupščino, kjer bomo pa skupaj razmišljali o tem, kako te stvari ubesediti. Ja, ena stvar, ki bi jo izpostavil, zakaj se je treba zavzemati, mislim, da je imela naša predsednica zelo dober govor v Združenih narodih, kjer je poudarila, da je potrebno stati na strani multilaterizma, ne pa multipolarizma. Skratka, da gremo proč od te logike, da svet delimo na zaveznike in na sovražnike, kar se zdaj zelo intenzivno dogaja. Druga stvar, zelo pomembno je, da se seveda mi vsi povezujemo med seboj, da prepričujemo ljudi, da orožje samo po sebi nikoli ni prineslo ne miru in niti ne varnosti. Zelo pomembno je opozarjati pred samimi nevarnostmi tudi militarizacije. Vidimo, da ta militarizacija danes poteka nekako vzporedno s tem, da se uničuje civilno družbo, nevladni sektor, da se ta po vseh evropskih državah tudi krči, da ljudje v bistvu tudi odpuščajo ljudi in tako naprej. Zdaj,
Pomembno se tudi, se mi zdi, zavedati, no, da se varnost neke ali pa moč neke države ne šteje skozi tanke, kot je bilo danes tukaj večkrat povedano, ampak skozi neko sposobnost, kako zagotavljati, vzdrževati mir, skozi močno gospodarstvo, znanost, kulturo, skozi močno socialno državo. Vse to mislim, da so pač sporočila, ki jih moramo mi vsi širiti, pa mogoče za konec tudi malo prepisati naše zgodovinske učbenike, da se ne bo slavila samo vojna in nasilje. V vseh zgodovinskih trenutkih so bili ljudje, ki so se upirali vojni logiki, in tudi danes imamo po svetu številne aktiviste, ki se jih preganja. Naš kolega, tudi Jurij Šeleženko, recimo v Ukrajini, ali pa če se spomnite iz vojne na Hrvaškem, Osješkega, mislim, da načelnika policije, ki je posredoval med Hrvati in Srbi in skušal preprečevati izbruhe nasilja, čemur so seveda nacionalisti ostro nasprotovali in na koncu ga tudi ubili. To bi bilo z moje strani. Super, hvala. Ko smo že glih pri nacionalizmu, evo, lahko si poslušate glasbeno ozadje med tem časom. Nikakor ni namen, in tako smo tudi zasnovali to omizje, da bi se rabili zdaj vsi strinjati in imeti neko enoumje. Super je, da imamo tudi, da se glede določenih stvari imamo različne poglede. Najbrž je pa potem glih še toliko več vredno, če najdemo pač te skupne točke, kjer se pa lahko pač dejansko tudi iz različnih perspektiv pridemo do nekega skupnega imenovalca. Zdaj pa bi angažiral še vas, publika, če ima kdo kakšno vprašanje za koga izmed naših govorcev, pa probimo se res fokusirati na vprašanja, manj na 10-minutne manifeste, zato bo pol še čas. Z veseljem in vas moram vas prositi, če pridete, mogoče bo pa uspel. Evo, bo šlo. Imam vprašanje. Čim bližji, pa čim bolj glas. Ugotovitev, da je cenzura pri nas taka, da je celo Angelo Merkel cenzurirana zdaj naši mediji. Ne vem, če se zasledili, da je v ponedeljek rekla dost radikalno trditev. Jaz imam slab glas, ker imam Parkinsona, ampak bom se potrudil. V ponedeljek mislim, da je na Madžarskem rekla, da agresor v Ukrajini ni Rusija in Putin, ampak da smo to mi, Evropska unija. In to je primer, kako cenzura deluje pri nas, ker to delo ni omenjeno niti z besedo. Danes nisem pregledal sicer tega predloga, ampak mislim, da ni. Verjetno tudi na televizijskem dnevniku ni bilo tega. Primer, kako deluje ta propaganda, lažna, cenzura na dnevniku je vsakodnevno poročanje o silnih napadih na Ukrajino, kjer pa ugotovijo, da sta 2 ali pa 3 mrtvi. In veljajo ugotovitve, da je to silno, da Rusi napadajo civiliste in tako naprej. Je pa v bistvu 13,000 civilistov mrtvih do zdaj, kar pomeni, da jih šparajo. Potem ena stvar bi bila, da so Rusi. Ta propaganda deluje na rusofobiji. Hvala. Če lahko, rekli smo, da bi probali bo čas za te debate, še zdaj se bomo premaknili tudi v ta prostor te skupščine in tega pač odprtega deljenja mnenj. Zdaj smo rekli, da ne bomo čisto iz tajminga padali. Če imate kakšno vprašanje, mogoče še, na katero bi vam lahko kakšen izmed naših gostov še kak odgovorimo vprašanje. A še ve, da NATO deluje
propagandno, da je vložil v neko akcijo, ki se imenuje vojna akcija. 40.000 ljudi dela na tem, da imamo enotno mnenje, da govorimo vsi, da je napad na Ukrajino ne izzvan, da je s polno silo in teh stvari, ki jih ponavljajo. A se ve, da je to organizirano in da je to plačano in da je to NATO. Je vprašanje? Hvala. Okay, hvala. Ja, jaz mislim, da tukaj večina se nas zaveda, če pa kdo ne, seveda tudi NATO ima proračun za promocijo, za PR, seveda je to del tudi tega mehanizma, ki vključuje tudi State Department in tako naprej, in medije, kot smo rekli, in strokovnjake iz FDL-ja, ki potem hodijo na izobraževanja State Departmenta. Zdaj pa upam, da imamo še eno vprašanje tukaj, če mi lahko kdo poda ta mikrofon, ker ne morem priti do njega. Hvala lepa. Evo, da vidimo. Se slišimo? Se. Bom kratek, lep pozdrav iz Gorenjske. Jaz se zelo spoštujem in poslušam Uroša in jaz bi sam dodal, diplomacija, ja, absolutno obvezno. Lokalna vojska, ki jo ima Švica in smo jo imeli tudi mi v obliki TO-ja, že po partizani. Bistveno, kar se diplomacije tiče, mnenje, kaj bomo naredili, ker mi sami bomo bolj malo verjetno, tudi Gaza ne more sama narediti. Z internacionalo oziroma z gibanjem, ki bo povezalo vse podobna gibanja, kot jih smo mi danes tukaj in po svetu. Ker NATO je sromačija, EU je propad, Rus tudi nima vzga prav, Kitajci prihajajo, ne bom rekel, da je zdaj Brexit edina varianta, mislim, da je ta onečaščena internacionala, ki je bila namenoma uničena, nek izziv za diplomatski pristop k miru v svetu. Hvala. Ja, internacionala ali pa recimo to neuvrščeni, kot neka tudi stvar, ki bi se mogoče zaslužila neko oživitev, ta koncept. Ima še kdo kakšno vprašanje konkretno, preden se lotimo potem tega skupščinskega dela? Ja, ok, jaz bi imel kar vprašanje bolj za ekonomista, ki z mojega stališča je za družbo proizvodna orožja v najboljšem primeru stran vržen denar, v najslabšem pa mrtvi ljudje. Se pravi, vedno, ko poslužiš nekomu, ti bo nekaj vrnito, tako da se pravi, tukaj ni tega, da bo sam toliko drugega, vedno dobiš nekaj nazaj. Se pravi, a se strinjate s tem, ali vidite tudi še kakšne druge možnosti? Ja, mislim, z ekonomsko-finančnega vidika, vlaganja v orožje so verjetno ena najmanj produktivnih investicij možno, v smislu apliciranega multiplikatorja, skratka, koliko evrov vloženo v vojsko dejansko prispeva potem tudi k rasti bruto družbenega proizvoda. Seveda pa je kontekst takšen, da očitno se da mobilizirati sredstva za vlaganje v vojsko, in potem pač priložnost, tako rekoč priložnost tudi rojeva tatu. In ta tat, mislim, da ima tudi pač ime, imenuje se institucionalno DOS danes, ki mislim, da se ga uporablja ravno v tistem kontekstu, ki sem ga poskušal pač prej opisati. Skratka, to, da imamo mogoče slovensko gospodarstvo je v malo boljšem pač položaju kot nemško, seveda pa to je v soodvisnosti od nemškega in mislim, da pač njena razvojna usmeritev kaže, da bomo imeli tudi zelo podobne težave kot pa nemško v naslednjih korakih. In mislim, da vlaganja v vojsko, zlasti v tistih delih, ki so najbolj odvisni od nemškega gospodarstva, jih pozdravljajo z odprtimi rokami. Mislim, da se tudi z Jašo prej pač pogovarjala, kako najbrž ni naključje, da delo zelo pač agresivno podpira ali pa celo organizira kakšne pač konference na temo pač slovenske obrambe, pa po potrebah po vlaganjih v to, ker nenazadnje potem so isti lastniki predstavljajo pač pomemben člen v nemški avtomobilski industriji, ki ima trenutno probleme z prestrukturiranjem v smislu elektrifikacije in tako naprej. Zato pa pač vidijo tudi investicijske priložnosti v vojaški industriji. Samo eno pod vprašanje.
ki v bistvu mogoče se še zdaj tako razlagati, ampak če gledamo iz stališča blaginje, ne? Se pravi, orožje ne bo nikoli proizvedlo blaginje, sposoben denar za to, da se financira orožarska industrija, pa tudi ne bo proizvedla blaginje, ampak dolg. Zdaj pa mogoče še z tega stališča, da... Rečemo tako, v enem prejšnjih kariernih življenj sem se ukvarjal z nečim, kar je načeloma neoklasični inštrument. Reče se mu cost-benefit analiza, analiza stroškov in koristi, ki je poskus prevajanja, recimo, poskus analize javnih investicij, tudi javnih investicij, oziroma predvsem javnih investicij, po eni strani iz finančnega vidika, po drugi strani pa iz tistega, kar čemu se reče družbeno-ekonomski vidik. Skratka, da poskušaš oceniti tudi, da tudi če neka investicija pade po finančnih kriterijah, ali ima neke pozitivne družbeno-ekonomske učinke. Mislim, da lahko rečemo, da vlaganja v vojaško industrijo padajo po obeh kriterijih. Tako po finančnem, gotovo primerjalno gledano, to, kaj vse so ostale investicijske potrebe, pa tudi po družbeno-ekonomskem učinku. Seveda pa ne, kot mislim, da mora biti izhodiščno prepoznanje, to ni edina možnost, mislim, ni to edina tarča, kamor lahko mi vlagamo, tudi v kontekstu obrambe, zaščite, varnosti, odpornosti in tako naprej. In ostale potrebe, ki smo jih že tekom te razprave navedli, skratka obrambe po vlaganju v odpornost, v preprečevanje in prilagajanje v podnebne spremembe, v socialno infrastrukturo in storitve, vključno s kulturo, da se razumemo, to mislim v najširšem pomenu besede, to gotovo po tem družbeno-ekonomskem kriteriju absolutno prevlada nad investicijami v orožje. Ironično pa najbrž zdaj z večanjem, postopnim, zdaj zaenkrat še ne, ampak z postopnim večanjem tega proračuna za orožje, pa se bodo začele tudi pojavljati ideje, da se točno te stvari, da se točno o teh stvarih začne zategovati past, kot je Iztok prej omenil, je, če spremljate video posnetke politikov SDS-a Nove Slovenije, so že začeli ugotavljati, da v bistvu ni problema, da mi celotno orožarski proračun pravzaprav lahko plačamo z tem, da nevladnim organizacijam poberemo te milijarde, ki naj bi jih dobivali. Skratka, tudi ta dvotirnost tega, ki je potem ta denar nadoknaditi. Ima kdo še kakšno vprašanje? Je vprašanje? Je vprašanje, okej. Stopite, ker sem bližje. Ne, unita daljši. Hvala, Matjaž se je aktiviral v funkciji. Jaz bi samo vprašal mogoče za in ekonomiste in v bistvu vse, ki so tukaj, a se je mogoče tudi kakšen razmislek, kakšen bo vpliv tega dodatnih finančnih sredstev na človeške vire, ker vemo, v Sloveniji manjka zdravnikov, manjka učiteljev, manjka pridelovalcev, manjka šolske kuhne, so v groznem kadrovskem primanjkljaju. Zdaj bo pa nenadoma te milijarde prišle in bodo potegnile s tem privlačnimi finančnimi nagradami, plačami, bodo potegnile še več tisoč, ne več 10 tisoč ljudi v te bolj finančno privlačne službe, položaje in v bistvu, kakšen bo imel to v bistvu vpliv na te res vitalne sektorje slovenske družbe pa gospodarstva, zaradi tega, ker rabimo ljudi v zdravstvu, rabimo ljudi v šolskih kuhnah, ne rabimo jih pa, da čakajo, ne vem, upajmo, da samo čakajo na, kdaj bodo uporabljeni za vojno. Če kuharce oborožimo, potem lahko govorimo o dvojni rabi, recimo. Mogoče, Rok, imaš kakšen komentar na to, potem pa še Miloš vpraša nekaj, pa gremo na skupščino. Ja, lahko samo pritrdim smeri, v katero vprašanje gre. Mislim, vendar je bilo retorično vprašanje, v tem smislu, da Slovenija, kot vsako drugo nacionalno gospodarstvo, ima določene omejene resurse in ekonomija je, tudi ekonomska politika, ne nazadnje, je vprašanje, na kakšen način bomo potem alocirali mi vse te resurse in za kakšne namene jih bomo porabili. In poraba resursov, tudi človeških resursov, ne nazadnje, ne samo finančnih, za orožje je, mislim, da lahko podvržena enakemu sklepu, kot sem ga navedel že v prejšnjem odgovoru. Skratka, absolutno obstajajo boljši nameni, boljše smeri porabe tudi človeških resursov v našem gospodarstvu.
Še Miloš. Evo, samo te visoki stroški oboroževanja, posebej 5%, če bodo pokleknili pod Trumpom, pomeni konec socialne države, ne samo v Sloveniji, v celi Evropi. In tega ne smemo dopustiti za nobeno ceno. Hvala. Ja, mogoče sam na kratko, če dodam, sigurno ena največjih laži, ki se nam trenutno prodaja, je to, da to ne bo imelo vpliva na druge družbene podsisteme, torej to zviševanje sredstev za obrambo. Jasno je, da pač ta denar bo treba nekje vzeti. Tudi če gremo v zadolževanje, to na dolgi rok spet pomeni slabši ekonomski položaj naše države. To pomeni seveda, da bo treba te dolgove tudi odplačati, da bodo davki višji, da se bo standard zniževal in tega nam pokojnine seveda zniževale in tako naprej. Skratka, tega nam v tem trenutku nihče ne pove. Če pa bo seveda se to dogajalo, bo tudi sama družba vedno bolj nestabilna in ljudje seveda vedno bolj tudi naklonjeni nekim nedemokratičnim rešitvam. In militarizacija je, to je treba pač tudi reči, zdaj trenutno videti zelo, za marsikoga zelo privlačna, ker obljublja neko varnost v teh negotovih časih. Ampak vemo, da to zagotovo ne more biti rešitev, ampak da prispeva k večjemu, k bolj nevarnemu svetu. Hvala za besedo, jaz sem Miloš Šonc. Jaz bi samo rekel, da je pravzaprav toliko pametnih predlogov in idej, misli, tukaj bilo izrečenih, da je težko karkoli dodajati. Pa vendar si bom dovolil ponoviti en predlog, ki sem ga dal že 4.9. na parlamentarnem odboru za obrambo, kjer je bilo obravnavana podobna tema, kot je danes tukaj, vendar žal brez debate, brez poslušanja, bilo je samo neko branje nekih predlogov, idej, ni bila pa taka debata, kot je danes tukaj. Tako da hvala Jaša za možnost tega. O preseku situacije ne bi dosti govoril, ker je bilo že ogromno povedanega. Rekel bi samo, da razne vojaške zveze, od NATO, ki je danes tukaj za Bežigradom, do raznih zvez vojaških, kot so Quad, kot so AUKUS, vse okrog Kitajske. Še nobena vojaška zveza ni preprečila neke vojne. Nasprotno, v vojni je sodelovala in jo povzročila. Tako da jaz bi predlagal, da enostavno si prizadevamo za mirovno zvezo. Predlagam kot mirovno zvezo Evrope. Predlog je za razpustitev vseh vojaških zvez. Naj bo to še tako naivno ali pa morda za koga neumno, ampak veste kaj, zvezda kot simbol nečesa svobode na nebu je tudi morda naivno posegati po zvezdah, a vendar moramo to narediti. Skratka, predlagam ustanovitev neke mirovne zveze, združevanje, predlagam prizadevanja za mir. Na kakšen način to doseči? Torej cilj je prvo kot prvo doseči prepoved uporabe oborožene sile v medsebojnih sporih, kjerkoli. Ne samo v Gazi, kjer se izvaja genocid, ne samo v Ukrajini, ne v Somaliji, Sudanu, Čadu in tako naprej, da ne naštevam, ampak povsod. Način je krepiti mirovno vlogo, krepiti mirovno vlogo Organizacije Združenih narodov, krepiti zavest in pripadnost k miru, pa zaradi mene lahko v okviru mirovnih krožkov v šolah ali pa na takih skupih, kot je danes tukaj. Želel bi si, da bi bila taka debata, kot je danes tukaj v parlamentu, v slovenskem parlamentu, ker bi slišali tudi marsikaj lahko in marsikakšen predlog. Žal tega ni slišati v javnosti. Način uresničitve predloga je pa seveda v okviru in tukaj Amnesty International, se pravi
v okviru nevladnih organizacij, ki jih je več kot 100, v okviru tudi uradnih institucij, tudi niso vsi organi državni, bi rekel, militaristično in drugače nastrojeni. Tudi tukaj je treba izkoristiti priložnost in jih pritegniti k prizadevanju za mir. Skratka, načini so od institucionalnega do neinstitucionalnega povezovanja in prizadevanja za mir. Se pravi, da zaključim, nevarnost neke svetovne, bi rekel, nekega konflikta, apokaliptičnega, pa ne, da zagovarjam neke teorije zarot ali karkoli, ampak poslušajte, tako igračkanje tudi za jedrskim orožjem, kjer lahko majhna napaka pripelje do katastrofe, je nesprejemljivo, pika, konec. Danes je orožje že tako sofistično, da se nimamo več kaj igrati. Kot bivši vojak, verjemite, da vem, kaj govorim. Tako da predlagam enostavno aktivno zavzemanje za mir in prizadevanja. Hvala lepa. Evo, super prehod nam je Miloš omogočil zdaj v ta drugi in ful pomemben del, ko pa rabimo, zdaj ste bolj poslušali, zdaj bomo pa rabili tudi vas, da sodelujete, namreč zdaj bi pa začeli z mirovno ljudsko skupščino, kjer bi točno te stvari probali udejanjiti. Kako to povezovanje, to je prvi korak tega povezovanja, to je prvi korak tega, ful sem vesel res, da nas je nekaj tukaj in da naš cilj je, načeloma, tako kot sem rekel, da še enkrat povem, kaj je naš cilj. Konec marca bodo državnozborske volitve. Naš cilj je, da se do tega časa čim več pogovarjamo o teh temah, ne samo takole v parkih, samoorganizirano, pa brez prisotnosti vseh množičnih medijev, ampak tudi na soočenjih na televiziji, v predvolilnih kampanjah, v parlamentu, v državnem zboru in da zastavimo zdajle v naslednjih 2 urah neka osnovna izhodišča, kako to narediti. Resnično bomo rabili vaše tudi predloge, vaše ideje, vaše misli. Tukaj ni napačnih ali pa pravilnih in ne bomo tudi ničesar cenzurirali, ampak predvsem pobiramo vaše zamisli, kako se lahko bolj povežemo, kako lahko bolj jasno formuliramo svoje zahteve do politike in pa tudi recimo neke iniciative, tako kot smo rekli, za neformalne druge načine, možnosti združevanja, širjenja miru. Vemo, za nekatere politike vemo, da so navdušeni in da komaj čakajo, da bo družba čim bolj militarizirana in si obetajo tega tudi politične dobičke. Drugi so mogoče poskušajo nekako nasprotovati temu, ampak so zelo blagi in plahi v tem, in nek pogum je potreben za to, da se ta lokomotiva poskuša preusmeriti v neko drugo smer in naš cilj tukaj je, da najprej sami, vi ste že izbrali ta pogum in odločnost, da ste prišli sem, zdaj pa da skupaj pogledamo, kako bi ta pogum predali še nekim političnim odločevalcem in jih potem primorali do tega, da tudi ukrepajo na tem področju.